Sreča ni privid. Čudovito življenje si lahko z dobro voljo in malo skrbnosti oblikuje prav vsak. Dragi gledalke in gledalci, za tokratni uvod sem si izposodila besede moje današnje gostje. Si tudi vi želite več časa preživeti z vašo družino, prijatelji, pa vam tega primanjkuje? Čutite, da bi bilo potrebno unesti neko spremembo, pa ste ujeti v vsakdanjo rutino? Ali veste, da obstajajo ključni prijemi za vzdrževanje visoke produktivnosti? S tokratno gostjo, certificirano trenerko odličnosti, Špelo Korinšek-Kaurin, se bomo torej dotaknili teme, ki se zagotovo vsaj v nekaterih delčkih dotika tudi vašega življenja. Špela, lepo pozdravljeni. Dober dan, zdravo. Kaj je torej vas privedlo do tega, da ste prišli do občutka, da se morate ozreti vase in nekaj spremeniti? Živela sem, lahko rečem, zelo tako klasično življenje, karieristka. Starši so me naučili, da je treba hoditi v šolo, se izobraževati, biti priden, dobiti redno službo in potem bo vse v življenju v redu in boš srečen, vesel. Ampak jaz sem kar kmalu ugotovila, da to ni to. In zato, ker sem pač imela tudi neke vzorce, sem zelo veliko delala. In prišla je tudi do tega, da sem nekoč doživela sindrom izgorevanja. Klasični glavoboli, slabosti, ves čas utrujenost, res eno tako slabo fizično in psihično stanje. Ampak to mi se še kar ni spremenilo. Rabila sem nekaj drugega še, da mi odpre oči. Seveda ne, če je služba, potrebno je speljati vse skupaj do konca. Verjetno pa se je poznalo, kot sem prebrala na vaši spletni strani, da ste bili negativni, da vam je šlo vse na živce. Ja, in postala sem tudi mamica. Bilo mi je najbolj grozno, ko sem prišla domov in sem pred otroci skoraj da jokala, kako ne maram hoditi v službo, kako se ne počutim dobro. In ker vem, da smo starši tisti, ki s svojim vzorom pravzaprav najbolj kreiramo prihodnost svojih otrok, sem vedela, da moram nekaj spremeniti. No, na vaši spletni strani ste tudi zapisali. Seveda sem komaj da kdaj pomislila na stvari, ki so mi bile nekoč, oziroma so mi pomenile zares veliko. Prijatelje, aerobiko, počitek, branje, sprehode, meditacijo. Kaj šele, da bi se s čim redno ukvarjala. Torej, s tem stavkom ste tako rekoč zajeli dobršen del tudi nas, ki nas dan pogoltne. Kaj pa ste si potem rekli? Ja, da morate nekaj spremeniti, a ne? Ves čas sem si to govorila. Verjetno si tudi vsi gledalci, ki se ukvarjajo s to isto težavo, ves čas govorijo, ampak nažalost smo narejeni tako, da rabimo eno veliko močno silo, ki nas potisne v novo življenje. In načeloma sem to doživela tudi jaz. Prvo je bilo to, da sta mi oba dva starša umrla zaradi istih pogojev, kot sem jih pač živela jaz. Oba dva sta bila stara manj kot 60 let in oba dva sta delala preveč v življenju in zaradi tega potem tudi umrla. To je bilo prvo, kar mi je odprlo oči. Drugo so bili moji otroci in pa vloga, ki sem jo želela peljati v njihovi vzgoji. No, na tretji gumb je pa pritisnila usoda, ali ne vem, kako se temu reče. Ko so se v moji službi zamenjali šefi, sem čez noč izgubila službo tudi jaz. To poznamo v zdajšnjem času. Ampak kako pa potem, da ste prišli do tega, da pa boste šli v šolo čez lužo in naredili tečaj oziroma šolo certificirane trenerke odličnosti? Ja, namesto da bi gledala na to kot na nekaj res hudega, sem sprejela to kot neko priložnost zase. Že prej sem čutila, da to, kar počnem, ni bilo čisto tisto, kar sem si želela. In takrat sem si vzela 2 meseca prav zase. Najprej sem se poglobila v to, kaj si dejansko želim, raziskovala sem tisto, kar me celo življenje veselilo in skušala iskati neko rdečo nit. In potem je prišlo pred mene. Ugotovila sem, da obstaja točno taka metodologija, v katero sem jaz verjela. To je usmerjenost v rezultate, gledanje v prihodnost. In tako sem se začela izobraževati in vedno bolj sem bila zaljubljena v to in ja, danes sem tukaj, kjer sem. No, seveda že znani modreci različnih obdobij so učili, da ustvarjamo svoje življenje sami, da lahko vedno kaj spremenimo, to, kar zdaj vi govorite, ampak veste, eno so besede, drugo pa je potem realnost. Ja, ampak ta realnost je odvisna povsem od nas. To sem tudi ugotovila in tudi z vsemi primeri, ki jih preučujem, se to dejansko vidi. Ko smo pripravljeni, ko se odločimo, da bomo življenje spremenili in stopimo v akcijo, takrat se stvari začnejo spreminjati. Seveda se ne zgodi to čez noč, ampak treba je pač delati na temu. Pomembna je pa volja. Pride nova energija, ampak poznamo pa primere, ko ljudje izgubijo službo, zapadejo tudi v depresijo. Kaj pa potem? Ja, načeloma jaz vsem pravim, bistveno je,
da si ne pustimo tega. To pa je s treningom svojih misli, ker enostavno je treba vedno iz situacije, ki obstaja, najti pozitiven scenarij. Zakaj se nam je to zgodilo? Tako sem se tudi jaz takrat vprašala. Zakaj? Delala sem vse tako, kot so me starši učili. Pa se mi je to zgodilo. V prvem tednu je bil to zame največji poraz v mojem življenju. Ampak potem sem se vprašala, zakaj neki? In prišel odgovor. Zato, ker imaš novo priložnost. Kaj pa, če ne znajo izkoristiti? Ja, zato smo pa strokovnjaki, ki pomagamo tudi v takih situacijah. Najbolj pomembno je, da se pogovarjamo. Če ima kdo doma prijatelje, s katerimi lahko najde podporo, pa ne podporo tako, da bo nekdo rekel, res si Bog in moram ti pomagati na tak način, ampak da zna nekdo inspirirati, motivirati, so to srečni ljudje in proste za pomoč. Če pa tega ni, potem pa vedno obstajajo tudi brezplačni načini, na katere lahko pač se pokliče, se vpraša in pomagajo ljudje. In zato so potem tudi naše oddaje, a ne? Mogoče pa zdaj gledalec v tem trenutku ne potrebuje, se bo pa čez pol leta spomnil, zdaj pa sem v tistem primeru, o katerem je govorila naša gostja. Če ste vi to izkusili na svoji koži in se lahko postavili, potem bo že nekaj na tem. Uvodoma sem torej omenila čas. Smo verjetno v različnih življenjskih obdobjih. Tudi upokojencem ga primanjkuje, ne? Kaj šele, torej, če smo v obdobju, kot sem tudi sama, mladih mamic, tudi vi ste. Zdaj me pa res konkretno zanima, kakšen je torej vaš dan in kaj pomaga, da se ga izboljšamo, da imamo čas tudi zase. Ja, predvsem si treba postavljati prioritete, ampak to res postavljati, se pravi, da se zjutraj usedemo in pomislimo, kaj so naši 3 cilji, ki jih želimo doseči v tistem dnevu. Načeloma to ljudje ne počnejo, ampak dejansko, ko postaviš 3 prioritete, ki jim boš sledil v dnevu, so vse ostale stvari samo še na tehnici. Kaj to za vas pomeni? Vi se zjutraj zbudite, si rečete, danes bom kaj naredila? Konkretno na vaš primer. Na nek primer moramo iti, zato da se gledalec najde, ker če bi seveda imeli klic, bi lahko šli v njihovo zgodbo, ampak ne moremo zajeti vseh. Podjetniki, taki podjetniki, ki začenjajo pot, še posebej, imajo sploh velik izziv, zaradi tega, ker takrat je dela vedno preveč. Takrat je še posebej pomembno. No, jaz drugače dan ne začenjam s cilji, to pride malce kasneje, začnem pa z dnevno rutino. Ta dnevna rutina ni tako, da spijem kavico ali pa se počešam, pa ne vem, kot ste prej. Ja, kot sem delala prej. Ampak je to dnevna rutina, ki mi pomaga, da sem vsak dan malenkost boljša od dneva prej. To pomeni kako? To pomeni, da vstanem 1 uro prej, kot sem ponavadi vstajala prej. Sicer je to zgodaj, ampak zjutraj je res ena taka posebna energija in če z njo vstaneš z neko dobro voljo že v to, da se boš spreminjal, je cel dan pred tabo pravzaprav na dlani. In ko jaz vstanem, imam najprej meditacijske vaje. Koliko časa? Imam 2 meditaciji, ki sledim, vsakmu korist svoja meditacija. Večina ljudmi, s katerimi se pogovarjam, ko omenjam meditacijo, rečejo, to ni zame, nisem dosti umirjen. Ali pa ne znam, ne? Ali pa ne znam, vedno je nekaj. No, k tej meditaciji mogoče lahko prideva malce kasneje vaši. Torej, začnete z 2 meditacijama, na to pa? Potem imam dnevnik hvaležnosti, s tem, da ta dnevnik hvaležnosti vsebuje moje misli prejšnjega dneva. In sicer moj cilj je, da zapišem 5 stvari, za katere sem resnično hvaležna, ampak ne smejo biti iste kot dan prej. Ampak to moraš biti pa discipliniran. To je vaja, ki ti pomaga, da že čez dan si pozoren na trenutke, za katere si lahko hvaležen. In to je tisto, kar kreira srečo. To so te mali momenti, iz katerega je sestavljeno življenje. In če jih prezremo, ker večina živi na avtopilotu in tega ne vidi, potem gre mimo. Ampak vi to naredite zjutraj, no mogoče, če grem tukaj na svoj primer, jaz to naredim vsak večer in tudi pač pri otroku vzpostavim. Ko se uležemo v posteljo, se zahvalimo za dobre ljudi oziroma za zdravje, kar se nam je lepega zgodilo. Ali je to že verjetno ena pot k temu koraku? Seveda, vsak tak napredek je odličen. Jutranja rutina ima prednost to, da v bistvu, če se zjutraj napolnimo s pozitivno energijo, nas bo vlekla čez dan. Če naredimo to zvečer, ima malenkost manjšo vlogo, ker pač gremo spat in prespimo tisti zagon. Potem ste rekli tudi mi, da ne pogledate takoj telefona? Absolutno. To je ena od takih stvari, ki me je prej dejansko, bila sem kot kužek na vrvici, sem zadnjič prebrala nekje in mi je zelo dober ta izraz, zaradi tega, ker ko se zbudiš, že zmislijo, kaj drugi hoče od mene. Ko odpreš telefon in vidiš 10 mailov, ki so prišli čez noč, kar se zdaj nažalost dogaja,
enostavno zgubiš vas fokus zase, ampak predaš svoj dan drugim. Ostanete pa kdaj? Ostanem zdaj približno ob 6, včasih ob pol 6, odvisen od urnika, ki ga imamo pač šolo. Ne. Potem pa je potrebno otroke pripraviti za... Imam 1 urco zase, potem so pač otroci, včasih zamudimo v šolo, ker me malo kregajo, ampak otrokom pojasnim, zakaj je to in verjamem, da v bistvu z tem, ko privzgajamo pač skrb zase, naredimo veliko več, kot če samo sledimo nekim pravilom. Kaj pa potem? Potem pa verjetno imate treninge, ne? Potem imam treninge, delam veliko tudi na samo kreiranju vsebin, ki jih ponujam svojim strankam, ker pač ko si podjetnik tak, kot sem jaz, je treba res zelo veliko dajati informacij tudi o tem, kar počnemo in v tem tudi najbolj uživam. Vsak dan je drugačen, ampak bistveno je, da si res potem, ko naredim jutranjo rutino, se usedem k kavici in si napišem 3 cilje, ki jih moram čez dan izpolniti. Ponavadi so to cilji povezani z poslom, ker potem tisto, kar pride popoldne, itak nekako imaš že v tirnici, kaj se dogaja. Ne? Zdaj pa pojdiva čisto na eno spet realno, konkretno situacijo. Majhni otroci, zbujanje po noči. Včasih si res ne predstavljam, ne, da bi pa si zjutraj vstala 1 uro prej, ker mi tista 1 ura spanja veliko pomeni. Priprave na oddajo, po noči jok otroka, zjutraj smo že tukaj. Kako lahko torej, mogoče vnesem, torej tale vaš del, da si bomo vzela čas zase? Tukaj se lahko najde marsikatera mamica, ne? Absolutno, tudi jaz sem bila v tem. Moji otroci so se ves čas zbujali, ko sem bila še v prejšnjem življenju. Pravzaprav moja hčerka je bila ves čas bolana. Zakaj? Zato, ker je bila mamica preobremenjena, ker ji mamica ni dajala prave energije. Ja, bojda se otroci do 7. leta kreirajo oziroma se odzivajo na čustva staršev in do 7. leta zbolijo, kako lahko temu rečemo, vzamejo bolezni staršev. No? Tako sem prebrala. Ja, absolutno. In to je bilo videti na mojem primeru res prav neverjetno. Bila sta ves čas neki prehlajena, bolna, s takimi in drugačnimi bronhiolitisi. Ja? Ja, veliko je bilo tega. Vse to sem, kot se reče, pregurala dobesedno in sebe izčrpavala še bolj. Bil je samo začaran krog. V trenutku, ko sem začela delati na sebi, so se stvari začele spreminjati. Torej vse je na nas, ne? Ja. Kako pa naj potem gledalec, ki ima mogoče deljen delovni čas, pride do tega, da najde čas vsaj za prijatelja? Ko ima deljen delovni čas. Ja, ugotovila sem iz prakse, da so taki ljudje še veliko bolj organizirani kot pač tisti, ki imajo ves čas 8-urni delovnik in približno vejo, kaj jih čaka čez dan. Največje bistvo pri vsem temu je, da tega ne jemljemo kot nekaj groznega, ampak jemljemo kot dejstvo in skušamo splanirati stvari tako, da nam pridejo v prid. Če pa nekomu to res ne ustreza, če vidi, da mu ne gre, pa kot smo že na začetku rekli, treba je stvari spremenjati. Pa najdemo potem pomoč, ne? Ampak dostikrat, ne, ste pa sami rekli, smo pa ujeti torej v rutino in jo je težko spremeniti, ne? Ja, rutina je tista stvar, ki nas ves čas vleče nazaj. Privzgajali smo si jo, če tako pogledamo, od majhnega naprej, od prvega dne dalje. Ampak, če imaš neko podporo ljudi, ki poznajo proces rutine in te spodbujajo na tej poti, si lahko inštaliraš nove rutine, ki pravzaprav nadomestijo te stare. Iz prakse vsi vemo, da zna biti to težko, ampak to zato, ker ne poznamo pravzaprav tega procesa inštaliranja novih navad. Ravno na tem pa jaz zelo veliko delam. Tudi recimo ena od stvari, ki je zelo pomembna pri produktivnosti, je ta, da si namenoma inštaliraš pozitivne navade. Take navade, ki ti podpirajo, da stvari delaš z večjo lahkoto, ker rutina po eni strani je lahko negativna, po drugi strani pa, če nekaj delamo po ustaljenih postopkih, avtomatično iz glave ven, jo delamo brez, da bi rabili voljo. In pol je vse lažje. Ampak smo pa lahko polni izgovorov. Treba je vedeti, da je, ko si zadaš, da boš eno stvar spremenil, je treba iti postopoma. Ne smemo si vzeti vsega kar naenkrat, ker je to pretežko. Proces privajanja na novo navado traja tam nekje 3 tedne do 1 meseca. In v tem času so potegi nazaj res močni. Ampak če poznamo celoten proces, vemo, kaj pričakovati in če je naša volja dovolj močna, bomo prišli čez, sploh če imamo nekoga, ki nam stoji ob strani. Čist konkreten primer, mogoče sem se ravno zadnjič sama sebe zalotila doma zjutraj, ko mamice pač skrbimo za otroke in
kar naenkrat so otroci dovolj stari, da se morajo obleti sami. Ampak mamice zaradi svoje navade tega niti ne pogruntamo. Ampak lepo ga oblečeš in je vse v redu. To je čista navada. Potem pa pride nek dan, dejansko se je to zgodilo tudi meni in sem se zavedla, kaj se dogaja. Mudilo se nam je in sem bila jezna na hčerko, ker se pač ni znala sama zrihtati. Ampak sem želela preveč. Da bi se mogla kar naenkrat sama obleči, pa sama počesati, sama narediti pravzaprav vse, kar je v tistem trenutku bilo v moji glavi, da potrebujem od nje. Ampak to ne gre tako. Če si privzgajala neko rutino ves čas, jo moramo zdaj postopoma pripravljati do tega. Prvi mesec, mogoče, da se navadi sama počesati, potem pa, ko to osvoji, gre na naslednje stvari. No, kolegica me je tako vprašala, kaj pa če postaviš vprašanje mogoče zame, kako se lahko navadim, da postavim stvari na svoje mesto. To je tudi torej en del mogoče koraka k boljši produktivnosti. Tako, da si v zavesti, da ne pustiš, da stvari avtomatično tečejo. Kolikokrat odložimo ključe, ko pridemo domov, kar pade. Ampak to je, da živimo po avtomatizmu in ne v trenutku. Poskušati je treba biti ves čas pozoren na to, kaj počnemo. Če nas te zadeve motijo, potem bodimo pozorni, kaj počnemo in se poskusimo osredotočiti na to, da bomo naredili tako, kot si želimo. En mesec, da jemo na isti prostor in potem bo postala to navada. Tako kot je bilo umivanje zopa, ko ostanemo. Veliko je takih navad. Noben ne pomisli, da si mora zjutraj zobe umiti z veliko težavo. Zakaj? Ker je to pač v našem avtomatizmu. To pa res, ja. Ampak, ko pridejo k vam torej kakšni na pogovor, s kakšnimi težavami še mogoče pridejo? Kaj je tisto, kar jih najbolj zanima, da jim lahko pomagate? Ja, največ delam ravno z mamicami, zato ker sem šla jaz sama čez ta proces in velikokrat se mamice ukvarjamo tudi s perfekcionizmom, za našimi podobami o tem, kaj je zares dobro in kako dobre morajo biti one do svojih otrok, do sveta naokrog in takrat pride do tega izgorevanja. Ker v realnosti perfekcionizem pa odličnost je odvisna čisto od vsakega posameznika in jo vidi na svoj način. In tukaj je treba malo spuščati. Pa prioritete si mamice ne postavljajo in zaradi tega prihaja do nekih... Ko rešujemo potrebe drugih ljudi, vedno pride do nezadovoljstva, če naše potrebe pri tem niso izpolnjene. In če ves čas govorimo ja, nikoli ne rečemo ne, meni pa to ne paše, ker ne znamo tega, ker se nismo naučili tega narediti, potem pride do tega začaranega kroga, ko rešujemo samo druge, v neki točki se pa znajdemo popolnoma sami in to je pri mamicah sploh značilno, ker skrbijo za svoje otroke, če nič drugega. In takrat je tista bolečina, ki nas privede do tega, da enostavno ne živimo polnega življenja in ne izpolnjujemo tudi svojih potencialov, ker nimamo dovolj moči, da bi to počeli. Včasih pa se zgodi, da pa ne vemo, kaj bi radi od življenja. Ker smo pač v toku dogodkov, smo tam, kjer smo. Mogoče bi si kaj želeli, pa ne vemo, kaj je naš dar. Ja, treba je za take primere, jaz zelo rada s takimi primeri delam dejansko, ker najbolj mi je všeč ugotavljati, kakšne potenciale nosi kakšen posameznik. In že samo pogovor, enourni pogovor ti lahko odkrije marsikaj o sebi. Ali pa ne zaupamo vase, ne? To je tudi mogoče en ta del. Želimo si nečesa, pa mislimo, da nismo dovolj dobri, pa je to spet torej neka nova tema, nova rutina, v katero pa ne upamo. Mogoče gremo s strahom. Ja, čeprav iz izkušenj vsi to imamo, le redki se odločijo, da bodo res kaj spremenili, ker bolečina ni dovolj močna. To res pa zmeraj preberemo besede, mogoče s tem rečem lepo rečje, vse je lepo napisano, drugo pa je potem realnost. Nekaj sem prebrala, ne vem koliko odstotkov, zelo mali odstotek ljudi je, ki lahko živijo življenje, ki ga želijo. Eno je, potrebno je denar zaslužiti, potrebno je to službo, potrebno je živeti in plačati račune. Nimajo vsi možnosti torej početi tistega, kar bi si želeli. Ali pa lahko spremenimo pa mogoče spet miselnost. Ja, absolutno je marsikaj na temu. Primeri kažejo, da lahko tudi tisti, ki so iz najnižjega socialnega dna, če se zares odločijo, preštudirajo vse stvari in delajo. Ni samo, da preštudiraš, moraš iti v akcijo, moraš zaupati in delati stvari. So postali tudi milijonarji. V svetu, sploh iz ameriškega sveta, lahko vidite še takih primerov. In
Ja, to ni izmišljeno, dejansko pa nismo naučeni, da se postavimo zase. To je večji problem, da imamo možnost izbire, to nas ni nihče naučil in zato upam, da bodo take oddaje pomagale, da ljudje odprejo oči in da vidijo, da so gospodarji svojega življenja. Ja, nikoli ni preveč govora o teh stvareh, a ne? Ja. In torej zmeraj rečemo, govorimo, ko se nas bo dotaknilo, ko bomo pripravljeni na spremembe, ne? Potem bo že prišel nov veter. Ko ste pa vi študirali torej za to trenerko odličnosti, ste pa morali torej narediti tudi šolo. Kako je to potekalo? Ja, študirala sem na 2 akademijah in sicer na ameriških online fakultetah. Tehnologija nam zdaj res omogoča, tudi to je eden od vidikov, kaj vse je možno. Ne rabimo več hoditi čez lužo, ne rabimo več investirati še v pot, ampak lahko vsako stvar se naučiš od doma. Ogromno je tudi brezplačnih vsebin. Še zdaj, ko sem pač zaključila svoj študij, jaz se vsak dan skoraj da učim nove stvari. Ne mine teden, ko se ne bi udeležila kakšnega webinarja. To je proces. Treba je ves čas študirati, ves čas imeti željo, da boš napredoval. In samo to je tisto. In pa slediti in zaupati tem, od katerih se učiš. Ampak kako pa priti potem miselno do tistega časa? Torej, nekdo dela cele dneve, je na vožnji, fizično dela, ne? Ali je to obrtnik, gradbenik, karkoli, on pride domov dobesedno, pač je tako izčrpan, da se samo usede na kavč in počije. Mogoče potem tukaj ne najde časa zase. Potem pa spet počitek, spanje, ne? Mogoče pogovor z otrokom, ukvarjanje in spet naprej. Verjetno je težko, ne vem. Če bi bilo lahko, potem ne bi rabili takih oddaj. Absolutno. Zelo težko je, ko živiš v nekem ritmu življenja in ne moreš niti ven pogledati. Meni se je to isto zgodilo takrat, ko sem živela in sem bila v sindromu izgorevanja in sem čutila, da mi življenje pač ni všeč, ampak ga nisem znala spremeniti. Morala sem doživeti bolečo izkušnjo, ki je bila boleča izkušnja takrat zame. Tudi ko sta mi starša umrla, to je bilo sploh, sta mi odprla oči, da ni to ta pravi način. Včasih ljudje zbolijo in jaz si samo želim, da bi prišle prave informacije do njihovih ušes, preden se kaj takega zgodi. Pred temi bolečimi izkušnjami. Lahko je samo ena beseda, ki jo slišijo, pa se jim bo obrnila v glavi in bodo začeli spreminjati. Kje so torej zanke pri primanjkovanju časa? Pri primanjkovanju časa je zank sicer veliko, ampak take klasične so to, da porabljamo čas na stvarih, ki niso prioritetne, ki nam samo kradejo voljo in energijo, kot je ves čas branje mailov, pa potem smo zdaj naučeni, da vsakič, ko nam telefon klikne, pogledamo, kdo nam je odpisal, napisal kakršnokoli stvar. Tukaj gre zelo veliko dragocenih minut in tega se niti ne zavedamo. Ne samo v temu seštevku minut, ko dejansko pogledamo na telefon ali pa računalnik, če nam ni treba, ampak zgubi se tudi naša pozornost, naš fokus. In ko delamo na eni stvari, vsakeč, ko vam pademo, rabimo skoraj 20 minut, da pridemo na isto stopnjo koncentracije, ko se vrnemo nazaj. To je eno od takih zadev. Potem je tukaj ta ideja o multitaskingu, da je treba delati vse stvari hkrati. Tisti, ki je multitasking oseba, je bil vedno cenjen. Znanstvene raziskave zdaj kažejo, da to sploh ni res. Da če delamo več stvari hkrati, ne bomo nobene dobro naredili. Se pravi, je veliko boljše, da si vzamemo najbolj tisto produktivno 1,5 ure časa za stvari, ki nam bodo prinesle dolgoročno največ. In to tudi jaz počnem. Naštimam si prav timing in se dejansko osredotočam samo na eno stvar. To potem pa problem je še ta, da ne znamo postavljati prioritet, da ne znamo postavljati mej in pa naš perfekcionizem, ki nas tudi včasih prisili, da delamo veliko več, kot je potem izkupiček ven iz tega, kar dobimo. No, v tem perfekcionizmu je zdaj kar nekaj kolumn, ki jih pišejo blogerke pa kolumnisti, ne? Torej, ja, želimo se tudi pokazati v boljši luči, kaj vse zmoremo. Konkretno je ena kolumnistka napisala, ne, da ko je pripravljala večerjo za svoje starše in prijatelje in ko je umaknila eno posodo iz police, videla, koliko je prahu, je hitro šla brisati, v tem je ne vem, kaj vse padlo po tleh, je imela več dela s tem. Ampak dejansko potem ljudje vidijo, koliko prahu pa imaš, ne potem, kaj si naredil za njih. Absolutno. In potem želimo izpaditi dobro. Kaj narediti v takih primerih? Ja, to so stari vzorci, ki smo si jih privzgojili. Treba je delati na tem, da se zavedamo takih stvari in da se znebimo teh vzorcev, da gremo mimo teh naših omejitev.
zelo veliko, saj osebno meni in tudi načeloma iz literature, je ravno ta jutranja rutina tista, ki ti pomaga ohranjati svojo zavest na taki stopni, recimo. Pišete pa tudi, da se je potrebno napolniti energije in baterijo. To pa je s čim vi posegate? Ja, meni najbolj pomaga ravno ta jutranja rutina, meditacija. Ja, to je res vsakmu, ki dvomi, rečem, probaj vsaj 3 tedne, pa boš videl, kakšni so učinki in potem lažje slediš tudi nekim novem načinu razmišljanja, ker gre za to, da meditacija dejansko vpliva na povezave v možganih. In to so prav znanstveno dokazane metode, s katerimi si dvigujemo energijsko vibracijo, dvigujemo si tudi intuicijo, tako da lahko pravzaprav pravo rešitev čisto intuitivno že ugotovimo zase. Ponavadi imamo toliko blokad v svoji glavi, da niti ne vemo, kaj je ta prava rešitev. Ko krepiš svojo intuicijo z meditacijo, z treningom tudi konkretno, pridejo rešitve veliko hitreje do tebe. Drugače pa, ja, jaz si polnim energijo tudi z sprehodi, pa z mojima 2 otrokoma. Otroci so navdih in val pozitivne energije. In potem samo, če dovolite, da se vrnem nazaj na meditacijo, marsikdo spet ne najde časa, da bi šel na trening. Meditacijo lahko počneš doma. Takoj, ko se zbudiš, dovolj je 10 minut. Ne znajo vsi. Torej, mi imamo poprečnega gledalca, govorimo, ki to ne zna. Kako ga pripraviti do tega, da se bo naučil meditirati? Nekateri nimajo interneta. Ne znajo mogoče na YouTubeu pogledati, kako meditirati. Potem se pokliče strokovnjaka, ki ima dostop do teh meditacijskih posnetkov. Zdaj je tega res zelo, zelo veliko. V knjižnici so zagotovo posnetki, kjer lahko dobiš najrazličnejše meditacije. Če pa imate internet, tam pa sploh ni omejitev. No ja, to je potem tudi druga stvar, ampak zmeraj je potrebno zaobjeti gledalca, ki mogoče tega nima. Ne posega, mogoče se boji iti v to novo temo. Mogoče mu je meditacija nekaj višjega, ker misli, da ni za njega. Poskusiti je treba. Odločiti se je treba in poskusiti iti v knjižnico, vprašati, a mi lahko priporočate kakšno meditacijo, in tam vam bodo zagotovo znali pomagati. In če boste hoteli, boste vztrajali 1 mesec in potem postane avtomatično, tudi vidiš rezultate, ker pride zelo hitro do teh rezultatov in jaz ne morem prehvaliti, kaj vse je zmožno. Kdaj pa ste začeli meditirati? Ja, kar zelo kmalu od tega, ko sem pravzaprav začela preučevati to mojo doktrino. No in so tukaj, ko ste začeli preučevati, torej ne ravno tako zgodaj, More pride do premika v glavi, absolutno. Težko je, ampak ta premik ni nujno, da so boleče izkušnje. Zato pa smo tukaj strokovnjaki, zato pa je toliko teh informacij, da želimo prihraniti ljudem te boleče izkušnje, ampak da mogoče že samo en pogovor, en klic lahko spremeni popolnoma pogled na življenje in pride tista ta prava volja. Glede na to, da se oddaja počasi bliža h koncu, vam seveda zdaj pustim, kaj bi še vi izpostavili, torej kaj je pomembno, kaj bi še lahko spremenili, naredili. Pa da nisva rekli, mogoče sva pozabili. Ja, mogoče, če se osredotočim na svojo tisto glavno ciljno publiko, to so mamice, je moj pomen predvsem ta, da s svojim vzorom in svojo intuicijo naredimo največ za otroke. Ni pomembno, kakšno vzgojo pravzaprav se naučimo, priučimo iz take ali drugačne knjige. Največkrat zagovarjamo, ker nikoli ne znaš vzgoje dobro delati, ampak ponavadi so zagovorniki tega in drugega. Bistven je vzor. In ko mi delamo na sebi, otroku dajemo največjo popotnico za prihodnje življenje, ker se bo naučil delati on na sebi, naučil se bo ljubezni do sebe, naučil se bo vseh teh novih prijemov iz meditacije vred, intuicijo bo gradil. Ogromno je teh stvari, ki bodo čez 200 let vsem jasne. Danes pa rabimo še, da pridemo do tja, ampak tiste mamice, ki si res želijo dati največ otrokom, naj preizkušajo to, da dajo svoj najboljši vzor svojim otrokom. No, pri času bi se lahko ustavili tudi pri upokojencih, kaj ne? Ja, upokojenci nikoli nimajo časa, to je res. Nimajo časa, ampak si ga vzamejo pa zase, kar pa je zelo pomembno, ne? Ja, zelo mi je všeč, ko vidim, da upokojenci nimajo časa, ker delajo stvari zase. Ker mogoče prej niso imeli časa, ko so delali, imeli majhne otroke,
zdaj pa imajo možnost, ne, da se posvetijo sam sebi. Še lepše je videti, ko si prevzgojijo navado, da delajo počasneje. Ker jim ni potrebno hiteti in so tudi bolj mirni. Ja, ker v miru je tista lepota, tista ljubezen, tista hvaležnost, zaradi katere smo prišli na svet. So pa tudi taki, ki spet predajo. Naprej, ne, svojim domačim. Ja. Hvala lepa, Špela, da ste si vzeli čas, nam takole razložili. Ja, imeli bi še lahko teme, o katerih bi razglabljali. Ja, mirno življenje, ne, je potem lahko rečeva kaj popotnica tudi za naše potomce. Mi pa se za danes le od vas poslavljamo. Spremljajte nas tudi ostale oddaje, morda najdete spet kakšno dobro idejo zase. Zdaj pa besedo predajam kolegici. Poglejte torej nadaljevanje oddaje. Pa srečno!